Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Liste Sandija Uršiča bo odgovoril Andrej Osolnik, svetniške skupine NSI Ivanke Očakar bo odgovorila Sanja Peklar in svetniške skupine Liste Mateja Slaparja Romane Očakar bo odgovoril Tomaž Zabavnik. Besedo predajam Aleksandru Uršiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala. V svetniški skupini Lista Sandija Uršiča strmimo k temu, da je poraba proračunskih sredstev transparentna in namenska. Ko smo na predprejšnji seji poslušali razlago gospoda Vida Kregarja, kako je šel do župana Mateja Slaparja in mu je le-ta prisluhnil in plačal raziskavo, smo spoznali, da je prav, da dobimo vpogled v bolj podrobne podatke porabe proračunskih sredstev. Zato prosimo za natančne podatke o porabi na naslednjih proračunskih postavkah v letu 2024 in v tekočem letu 2025. Proračunske postavke pa so 1104 materialni stroški za poklicno upravljanje funkcij, 1105 odnosi z javnostmi, 1320 občinski praznik, 1322 mednarodno sodelovanje, 1323 državni prazniki in protokol, 1143 nakup terenskega vozila. Za zgoraj navedene postavke prosim za podrobno specifikacijo izdanih naročilnic v lanskem in tekočem proračunskem letu oziroma za zadnje zaključeno obdobje, skupaj z navedbo zneskov, namena porabe in prejemnika sredstev. Glede postavke 1143 nakup terenskega vozila nas dodatno zanima, ali je bila nabava vozila že izvedena. Če ne, ali se zaradi zmanjševanja števila redno zaposlenih občinskih uslužbencev še načrtuje. Predlagamo, da se z namenom utemeljitve morebitne potrebe po nakupu novega vozila predloži tudi seznam vseh službenih vozil s podatki, letnik vozila, stroški goriva in vzdrževanja, prevoženi kilometri skupaj in v zadnjem koledarskem letu. Menimo, da bo to objektiven pokazatelj dejanske potrebe po dodatnem vozilu. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Odgovor je pripravil Andrej Osolnik. Andrej, izvoli. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, vprašanje je nekako razdeljeno na dva dela, oziroma več vprašanje, oziroma odgovor bo v dveh delih. In sicer v prvem delu vam bom odgovoril na vprašanje o porabi proračunskih sredstev na postavke, ki ste jih omenil na začetku, in v drugem delu aktivnosti in pa utemeljenost nabave službenega vozila. Zdaj, občinski svet občine Kamnik je nedavno obravnaval zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2024 in ga tudi sprejel. Obrazložitve o porabi za posamezne postavke za preteklo leto so torej že navedene v javno objavljenem gradivu. Z vidika primerjave podatkov glede porabe sredstev na teh istih postavkah smo pripravili sumarne podatke za preteklo leto in del letošnjega do 30.4.2025. Stanje porabe je naslednjo. Zdaj bi prosil, če se ta tabelca lahko prikaže gor na slajdu. In sicer v letu 2024 smo za materialne stroške in za poklicno upravljanje funkcij porabili malo manj kot 27.000 evrov, do 30.4.2025 pa 8.474 evrov. Vseh ostalih cifer ne bom bral, je pa videti z analize recimo te tabele, da je poraba zelo primerljiva glede na lansko obdobje. Če preračunamo, da je v letu 2025 preteklo 1/3 leta. Pri tej metodologiji je zelo pomembno, da veste, da 30.4. je presečni datum, do katerega smo plačali račune. Se pravi, tiste postavke, ki so bile, se pravi, računi izstavljeni v aprilu, pa še niso bili plačani, niso v tej tabeli. Tako da vsak dan se to spreminja, ampak je pa presečni datum 30.4. Zdaj, kot sem rekel, predstavljeni podatki kažejo, da se poraba na omenjenih 4 postavkah, na katerih je v tekočem letu delno že realizirano,
giblje tam v mejah predvidene oziroma načrtovane. Svetniški skupini listi Sandija Uršiča bomo podrobnejšo specifikacijo porabe sredstev po posameznem proračunski postavki v lanskem in tekočem proračunskem letu do datuma 30.4. poslali prek e-pošte, ker tukaj je v posamezni proračunski postavki veliko podatkov, veliko skupin, kontov, če rečem po finančno, tako da boste te podrobne podatke dobili naknadno. Zdaj na drugi del vprašanja, glede realizacije proračunske postavke 1143, ki se nanaša na načrtovani nakup terenskega vozila v letu 2025, pa bi vam na kratko odgovoril na sledeč način. Postopek nabave terenskega vozila s predvideno realizacijo je v teku in predvidena realizacija je nekje na polovici tega leta, se pravi v mesecu juniju oziroma juliju, glede na dobavo tega vozila. V tej zvezi mislim, da je velja dodati, da je za izvajanje številnih nalog, ki so povezane med drugim tudi z odpravo posledic naravne nesreče, ki se je zgodila v Kamniku večjih razsežnosti v avgustu 2023 na širšem območju občine Kamnik, potrebno je imeti na razpolago ustrezna motorna vozila, ki jih uporabljajo le tisti, ki so v občinski upravi zadolženi za upravljanje nalog na precej obsežnem in zahtevnem terenu. Sama fluktuacija zaposlenih, se pravi odhod v občinski upravi zaposlenih, se pravi za odpovedjo, po našem mnenju nima neposredne zveze s številom potrebnih vozil. Prav tako se kadrovski načrt glede ciljnega števila zaposlenih za leto 2025 in 2026 ne spreminja. Nadomestne zaposlitve za ljudi, ki odhajajo iz občinske uprave, so delno že realizirane za nezasedena oziroma izpraznjena delovna mesta, pa bojo predpisani postopki stekli v skladu z uslužbensko in pa delovnopravno zakonodajo. Ob tem pa vsi vemo in ne moremo spregledati, da težave, s katerimi se soočajo na kadrovskem področju tako gospodarske družbe, da je ta težava dobiti dober kader za ustrezno plačilo tudi pereč v javnem sektorju. Kar se tiče podatkov o obstoječem voznem parku, smo pripravili tudi posebno preglednico, iz katere bi lahko povzeli pa naslednje. Občina Kamnik ima trenutno v lasti 6 motornih vozil, od tega jih je 5 znamke Škoda in 1 je znamke Suzuki. Zbirni podatki za leto 2024 kažejo, da je bilo v tem obdobju skupaj prevoženih okrog 67.000 kilometrov, kar pomeni povprečno 11.000 kilometrov na vozilo. V tekočem letu pa v prvih 4 mesecih okoli 19.000, kar mislim, da je spet zelo primerljivo. V povprečju torej dobrih 3.000 kilometrov na posamezno vozilo. Pri tem pa ne gre spregledati, da se nekatera vozila glede na konstrukcijske lastnosti pogosteje uporabljajo na zahtevnejših terenih, eno med njimi pa je tudi strogo namenjeno za upravljanje nadzora oziroma za službo, ki ga izvaja pristojna občinska uprava. Zdaj, če gledate v razpredelnico, upoštevaje letnik nabave, je mogoče iz razpredelnice ugotoviti, da je zgolj eno vozilo od teh 6 mlajše od 5 let, preostala vozila pa so stara 7, 10, 15, 16 in 20 let, kar pomeni, da je za večino teh zadnjih vozil amortizacijska doba že pred časom iztekla. Iz tega sledi, da nek zaključek, po katerem je verjetno posodobitev voznega parka ali pa službenega voznega parka nujna. Zdaj, če odgovorimo še na vprašanje o stroških nabave goriva in vzdrževanja službenih vozil, le-ti so v vsakoletnem zaključnem računu proračuna opredeljeni pri obrazložitvi postavke 1135, ko gre za materialne in druge stroške.
V obrazložitvi zaključnega računa proračuna za leto 2024 je bilo navedeno, da so tovrstni stroški, ki vključujejo poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja, popravila motornih vozil, pristojbin za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij znašali 13.587 evrov. Del stroškov za ta isto stroškovno področje bremeni tudi nekatere druge postavke. Če upoštevamo namen uporabe službenih vozil, naprimer za potrebe izvajanja nalog na področjih zaščite in reševanja, kar velja zlasti za obdobje, ki sem ga v začetku omenil, od avgusta 2023 dalje, lahko tudi za izvajanje programa javnih del. Lahko navajamo še podatke o vseh stroških vezanih na nabavo goriva in vzdrževanje 6 službenih vozil. Na vseh postavkah, ne samo na postavkih materialnih stroškov, ki znašajo v letu 2024 malo manj kot 20.000 evrov, konkretno 19.991 evrov, za prve 4 mesece letošnjega leta pa 8.460 evrov. Ob zaključku pojasnil v zvezi s predmetno tematiko tudi pripominjamo, da ostajajo nespremenjena zakonska določila, po katerih je za pripravo proračuna in njegovo izvajanje po sprejetju na občinskem svetu neposredno res odgovoren župan. Izvajanje nadzora nad porabo vseh teh proračunskih sredstev na lokalni ravni je v domeni občinskega nadzornega odbora. Celostni ali pa ciljno usmerjeni nadzori, ki zajemajo tudi občine, pa sodijo v pristojnost računskega sodišča. Slednje je ne tako dolgo nazaj tudi za primer občine Kamnik izvedlo nadzor, ki se je v enem delu nanašal prav tako na porabo sredstev v zvezi z uporabo motornih vozil. Če povzamem, je ta odgovor na kratko, podrobnejši po posameznih proračunskih postavkah, pa sledi po e-pošti na naslov vaše svetniške skupine. Hvala. Hvala lepa. Sandi Uršič, želite odgovor, dopolnitev? Hvala. Zdaj, če začnem na koncu s tem pojasnilom, jaz vem, da je neposredno odgovoren župan in da za nadzor skrbi nadzorni odbor občine Kamnik, ampak tukaj smo tudi občinske svetnice in svetniki za to, da sprejemamo proračun in mislim, da je prav, da tudi kdaj bdimo nad porabo. In s tem namenom je bilo postavljeno moje vprašanje oziroma naše vprašanje. Kar se tiče nabave vozila, moram reči, da ste me v celoti zadovoljili z izčrpnim odgovorom. Vemo, da je v proračunu 40.000 in kakšen občan ali pa občanka te zna vprašati, a za nov avto je 40.000, za našo cesto, ki je pa obljubljena iz leta v let, se pa nikakor ne najde. In je prav, da imamo tudi odgovor, da vsi skupaj vemo povedati, da občina Kamnik glede na starost voznega parka res potrebuje nov avto. Kar se pa tiče odgovora v prvem delu, bom pa spet se obrnil na vas, kolegice in kolegi. Mene odgovor ne zadovolji, ker sem ga točno navedel, kaj pričakujemo v odgovoru. In tudi to, da bo po elektronski pošti poslano v redu, hvala, ampak jaz mislim, da je prav, da o tem razpravlja občinski svet, seveda, če vas vse ostale to tudi zanima. Tako da v skladu z 21. členom poslovnika predlagam, da občinski svet razpravlja v celoti o tem, kar smo mi vprašali. Hvala. Hvala lepa. Dam predlog na glasovanje. To, kar Sandi predlaga, damo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Ugotavljam, da je sklep sprejet in zato bomo to naslednji seji obravnavali. En izmed naslednjih sej. Okay. Besedo predajam Ivanki Učakar. Ivanka, izvolite.
Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje vprašanje je pa takole. V imenu svetniške skupine Nove Slovenije zastavljam vprašanje o stanju mirujočega prometa po zadnji spremembi, ki je nastala na podlagi pred pol leta sprejetega odloka. To vsi vemo, da je parkirnih mest vedno in povsod premalo, vsaj taki so glasovi. In občinske politike lovijo ravnovesje med omogočanjem parkirnih mest za prebivalce, za rezidente in pa za obiskovalce, ki pridejo po opravkih ali na delo. Tudi v Kamniku je tako. Saj je bilo od leta 2005, ko so bili sprejeti in odlok ureditvi cestnega prometa in sklep o določitvi višine parkirnine in pravilnik o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, sprejetih že kar nekaj sprememb. Vsake par let pač sledimo in so spremembe. Zadnje spremembe so stopile v veljavo letos marca, sprejeli smo jih pa na občinskem svetu oktobra 2024. Spremenjena parkirna politika občankam in občanom omogoča lažji dostop do trgovin, do lekarne in uradov, kot je občina upravna enota Pošta. Kratkotrajno brezplačno parkiranje v centru mesta naj bi omogočalo hitre in nujne opravke. Kako pa vpliva na prebivalce, na rezidente? Po klicih in opozorilih sodeč je sprememba poslabšala razmere za stanovalce v mestnem jedru, posebej na Šutni, kjer nimajo možnosti zaprositi za mesečno ali letno parkirno karto oziroma dovolilnico. A verjeti pritožbam? Največ povedo številke oziroma podatki, zato sprašujem naslednje. Koliko parkirnih mest pokriva nov predpis? Koliko od vseh parkirnih mest je namenjenih kratkotrajnemu parkiranju? Na koliko mestih lahko parkirajo lastniki dovolilnic? Koliko dovolilnic je bilo podeljenih v letu 2024? V absolutnem številu in pa odstotku, glede na število stanovanj oziroma po prejšnji terminologiji gospodinjstev in iz katerih ulic so bili prejemniki. Koliko parkirnih mest smo na območju pravilnika pridobili v letu 2024 in kje? Koliko smo jih izgubili, če smo jih? Zanima me tudi, zakaj občina ni izkoristila predkupne pravice, ko je ZIL prodajal parkirišča na Osnarski cesti? In pa kdaj bodo urejena nova parkirna mesta na območjih Osnarske, Parmove in Kolodvorske? Osnarska in Parmova se navezuje na Mesnico oziroma ta drug del gradnje Malega gradu. Na Kolodvorski je bilo pa tudi pred časom predvideno, da bojo dodatna parkirna mesta. Ali se morda razmišlja o spremembi pravilnika, ki bi v prihodnje uredil položaj prebivalcev Šutne, da ne mejijo neposredno na plačljive, ker ne mejijo neposredno na plačljive parkirne površine? In naj za konec še opozorim, da je na parkirišču na Žalah v dopoldanskem času še vedno, da je to parkirišče še vedno polno zasedeno. Je bila sprememba modra cona, pa gor ta drug del brezplačen, ampak zdaj se je preselil tja gor večina in kljub temu ni spodaj zadosti prostora za pogrebce in povzroča težave. Spremenila se je rutina, pogrebi so zdaj večinoma med 10. in 13. uro in pa ne več popoldne, kot je bil običaj pred leti. Tako modra cona zaenkrat še ni prinesla spremembe in zanima me tudi, kolikokrat posebej tam gor občinski redar preverja parkirne ure. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Odgovor bo podala Sanja Peklar. Sanja, izvoli. Pozdravljeni vsi skupaj. Spremembo parkirnega režima v Kamniku na podlagi pravilnika se je v mestnem jedru uvedla sprememba na 35 parkirnih mestih. Na teh 35 parkirnih mestih je zdaj kratkotrajno plačljivo parkiranje. To gre za parkirišča na Glavnem trgu, ob kavarni Veronika, pa pred parkom Evropa. To pomeni, da se posledično ne sme več parkirati z mesečnimi pa letnimi kartami oziroma dovolilnicami.
Navezujem se naprej na vprašanje, kje lahko zdaj imetniki teh kart parkirajo. To je ostalo pač enako, kot je bilo prej urejeno, s tem, da pač na teh 35 parkirnih mestih ne smejo več. To pomeni za Frančiškanskim samostanom, ob Prečni ulici, na Trgu prijateljstva, ob Tomšičevi ulici, ob avtobusni postaji Kamnik. Skupaj gre za 177 parkirnih mest. Prosta brezplačna parkirna mesta, ki so vedno prosta, so pa še pri Domu kulture Kamnik ob stadionu prijateljstva. Na južnem delu mestnega jedra so brezplačna parkirišča na Parmovi ulici, na ulici Josipa Močnika, Kolodvorski ulici in Osnarski ulici. Na tem mestu bi še opozoril, da je že ves čas velja, da je uporaba plačljive parkirne površine možnost, ki jo lahko pod pogojem obstoja prostih kapacitet pač uporabnik izkoristi. Ne bo to pač uporabnik letnih parkirnih kart, mesečnih oziroma dovolilnic. To ni nekaj, s čimer bi si pač rezerviral parkirno površino. Za leto 2024 je bilo izdanih 119, za leto 2025 pa 120 dovolilnic, in sicer gre za stanovalce Glavnega in Frančiškanskega trga, Gregorčičeve, Prečne in Tomšičeve ulice, Samostanske in Majstrove ulice, Prešernove in Japlove ulice do Trga Svobode. Pravilnik določa javne plačljive površine, na katere mejijo navedene ulice, pri čemer Šutna doslej ni bila predmet urejanja tega predpisa. Tudi že prej ni bila. Bomo pa zdaj glede pač to pripombo upoštevali pri pač analizi celotne parkirne problematike v Kamniku. Občina v skladu z 12. členom pravilnika vodi evidenco izdanih mesečnih in letnih parkirnih dovolilnic stanovalcem, ki vsebuje podatke, kot so ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov in registrsko številko vozila. S podatkom o številu vseh stanovanj strokovna služba ne razpolaga, zato tudi podatkov o številu oziroma odstotku prodanih dovolilnic glede na število stanovanj nima. Zdaj na parkirišču na Žalah tudi mi ugotavljamo povečanje zasedenosti parkirnih mest, ampak ne na območju pač to, ko je bila zdaj sprememba uvedena na modri coni, se pravi, pač ta modra cona je bila tam uvedena raven zaradi pripomb občanov, da tam večinoma parkirajo ljudje, ki hodijo ali v službo, in so pač tista parkirišča zasedena, kar je pač moteče v času pogrebov, ko so pač ranljivejše skupine, imajo potem otežen dostop prav tam do Vežic. In smo s tem namenom uvedli na tistih 13 parkirnih mestih modro cono, ampak ta modra cona je večino časa prazna. Mi tudi spremljamo pač te spremembe, ki se zdaj dogajajo, ko sigurno je pač parkirni režim je neka živa stvar in jo je treba pač spremljati, noben ne more čisto točno predvideti, kako se bojo uporabniki odzvali. Ampak na Žalah je v bistvu mogoče zdaj večja zasedenost teh brezplačnih parkirišč, na tem mestu je pa večinoma prazno. Tako da tudi redar na terenu redno preverja te spremembe, ampak v bistvu tam tudi on zaznava, ne da ni zaznal nobenega prekrška, ampak v bistvu sploh načeloma ni tam zasedeno. Tako da parkirnih mest v letu 2024 nismo ne izgubili, ne pridobili. Ko je ZIL Inženiring prodajal parkirišče na Osnarski cesti, občina ni uveljavljala predkupne pravice zaradi občutno previsoke cene. V sklopu rekonstrukcije stavbe Meso Kamnik je načrtovanih približno dodatnih 20 javnih parkirišč. Celostno območje javne infrastrukture okrog Kutoka se bo pa urejalo, ko bo investitor zgradil drugi del soseske Mali grad. Tam bojo tudi še dodatna parkirišča v celotnem sklopu. Zdaj, vsa mesta se v današnjem času srečujejo s prostorsko stisko, z vedno večjim pomanjkanjem parkirnih mest. Tudi težko jih je pridobivati, razen s parkirnimi hišami. Tako da zdaj lahko večinoma z njimi le upravljamo in poskušamo doseči izboljšave z obstoječimi kapacitetami. Na terenu glede na spremembo parkirnega režima dobimo večinoma pozitivne komentarje, zaradi tega, ker je zdaj pač res lažji dostop do pač teh pomembnejših ustanov v mestu. Siguren pa te spremembe zahtevajo določen čas. Tako da mi smo rekli, da bomo zdaj spremljali nekaj časa, kako se bo to spreminjalo in kako se bo pač to v praksi realizirali. Zbiramo pripombe in bomo tudi naredili eno analizo in potem po potrebi spremenili oziroma prilagodili, izboljšali parkirni režim, če bo to potrebno. To je to. Hvala lepa. Ivanka, želite
Dopolnitev odgovora? Ja, izvolite. Hvala. Pravzaprav ne želim ta hip dopolnitve. Me veseli, da se bo pozorno spremljalo situacijo na terenu, da se bo naredila analiza in tokrat pa ne govorim samo kot svetnica, ampak tudi kot krajevna skupnost Kamnik center. Mi kot krajevna skupnost smo pripravljeni pri teh stvarih sodelovati, tudi morda, če se bo delala kakšna anketa ali kaj podobnega kot krajevna skupnost, bi tu tehnično pomoč za to, da dejansko ugotovimo, ali je malo tistih, ki imajo težave in so zelo glasni, ali pa so težave zares pač takšne. Reagiramo na to, kar nam ljudje sporočajo, vam so obiskovalci sporočali, oziroma tisti, ki hodijo v službe, so zadovoljni, nam pa prebivalci predvsem tožijo in pač zdaj moramo ponovno čez nekaj časa iskati ravnotežje. Hvala lepa. Izražam to, da bomo kot krajevna skupnost tudi mi kaj postorili. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo sedaj predajam Romani Ovčakar. Romana, izvoli. Hvala za besedo. Svetniška skupina Lista Mateja Slaperja vas v zvezi z obnovo po poplavah z dne 4.8.2023 prosi za podrobnejša pojasnila glede stanja in izvedbe projektov, ki so bili pripravljeni v okviru AJDE, ter vključeni v proračun občine Kamnik za leto 2025, katerega je občinski svet že potrdil. Zanima nas, kakšno je trenutno stanje posameznih projektov, vezanih na odprtje AJDE po poplavah 4.8.2023. Kateri projekti so že v izvajanju, kateri v fazi priprave projektne dokumentacije, ter kateri še čakajo na začetek izvedbe. Kakšni so predvideni časovni roki za izvedbo vseh prijavljenih in potrjenih projektov? Kakšne so ovire ali razlogi za morebitne zamude pri posameznih projektih, naprimer soglasja, projektna dokumentacija, postopki javnega naročanja, pridobivanje sredstev? Kako občinska uprava načrtuje redno obveščanje občinskega sveta in javnosti o napredku izvedbe teh projektov? Ali so za izvedbo vseh projektov vključenih v proračun 2025 zagotovljena finančna sredstva in ali obstaja tveganje, da kateri od teh projektov zaradi različnih dejavnikov ne bi bil izveden v predvidenih rokih? Hvala lepa. Odgovor bo podal Tomaž Zabavnik. Tomaž, izvoli. Hvala za besedo. Bom podal kratke odgovore na vsa ta zastavljena vprašanja. Kot prvo, koliko projektov je trenutno evidentiranih. Občina Kamnik ima v okviru odprave posledic poplav z 4. avgusta 2023 trenutno 209 projektov, od katerih je 27 že zaključenih. Trenutno je 75 projektov že oddanih na recenzijo na državno tehnično pisarno, od teh imamo 33 že pozitivno recenzijo, 22 jih še čaka na poročilo, 20 je pa v fazi usklajevanja s projektanti. Na ministrstvu smo že konec leta 2024 posredovali 21 projektov za vso dokumentacijo, a so bili odprti samo 3 NRP-ji. Marca leta smo poslali tudi rebalans sanacije programa, ki vključuje 182 projektov v vrednosti dobrih 30 milijonov evrov. Največja ovira so dolgi odzivni časi državnih inštitucij, ki vplivajo na vse faze priprave in izvajanja. Drugo vprašanje, kaj je bilo že narejenega? Na terenu je bilo narejenega že veliko, zaključenih je 10 plazov, ki so ogrožali objekte. Izvedli smo 2 nujni sanaciji plazu, prvo fazo, zaključena je sanacija 19 cestišč, kanalizacije v Godiču Bistričici, črpališča in vodovodni odseki. V zaključni fazi so še deponije in nekateri vodovodi, kot tudi cestišče Krivčevo-Kranjski Rak. Tik pred izvedbo imamo 4 plazove, vsa dokumentacija, pogodbe z izvajalci so podpisane, čakamo le še pogodbo o financiranju za državo. Pri Krivčevem čakamo soglasje za vgradnjo kanalizacije, da se lahko nadaljuje sanacija cestišča. V fazi javnega naročanja so trenutno projekti za sanacijo 5 plazov.
V teku pa so postopki za sukcesivno naročanje in izdelavo projektne dokumentacije za 30 plazov. V pripravi je tudi dokumentacija za sanacijo mostu na območju županjih njiv z vso pripadajočo infrastrukturo in sanacijo cestišča na območju. Čakamo pa še potrditev strani Državne tehnične pisarne za projekt sanacije vodovoda na območju mostu Virtus. Kakšna je časovnica? Trenutno predvidevamo, da bo večina projektov zaključenih do konca leta 2028, z izvajanjem v letih 25, 26 in 27. Toda dejanski roki so odvisni od 3 ključnih organov, to je Državna tehnična pisarna, ki izvaja revizije, Ministrstvo za naravne vire in prostor za potrjevanje financiranja in pa Ministrstvo za finance za odprtje NRP-jev. Za začetek posameznega projekta je potrebno kar 5 pogojev, in sicer pozitivna recenzija, investicijski program, vpliv podnebnih sprememb, odprtje NRP-ja in pa podpis pogodbe z državo. S kakšnimi ovirami se srečujemo? Žal se občina na vsakem koraku srečuje s sistemskimi ovirami. Recenzije na Državni tehnični pisarni so dolgotrajne in pogosto brez ogleda terena, kar pomeni večkratno dopolnjevanje. Ministrstvo za naravne vire in prostor in finance zamujata s financiranjem, kljub oddani dokumentaciji že konec leta 2024. Poseben izziv predstavljajo plazovi za stanovanjski objekti, kjer čakamo državni rebalans, da se sploh lahko odobrijo. Na terenu so se pojavile tudi težave z lastniki zemljišč, ki zahtevajo spremembe ali dopolnitve. 5. vprašanje, kako občina obvešča občanke in občane? Občina se zaveda pomena javnega in ažurnega obveščanja, zato informacije objavlja na spletni strani v rubriki Tednik, v Kamničanki in pa družabnih omrežjih. Vzpostavljena je tehnična pisarna, kjer občani lahko dobijo informacije ali oddajo vprašanja. Po potrebi organiziramo sestanke z deležniki, informativne dogodke z lokalno skupnostjo. In 6. vprašanje, kako občina načrtuje in zagotavlja sredstva za projekte. Za projekte vključene v proračun za leto 2025 so sredstva rezervirana na podlagi razpoložljivih podatkov in pričakovanega državnega sofinanciranja. Postopek, pozitivna recenzija, zahtevek za odprtje NRP-ja, podpis pogodbe z MNVP. Pogodbe z izvajalci imajo odložilni pogoj, veljavnost začne šele po potrditvi sofinanciranja, s čimer preprečimo pravne in finančne zaplete. Kljub pripravljenosti pa nas zamude na državni ravni pogosto zadržujejo, zato izvajamo urgence, dopise, pozive, a žal rezultatov ne moremo vedno zagotoviti sami. Hvala. Hvala lepa za poročilo. Romana, želiš še kaj vprašati v zvezi s tem? Hvala. Hvala lepa. Jaz pa bi še vsem izkoristil tole zdaj debato, bi pozval našega prijatelja poslanca, ki je edin tle noter, gospoda Aleža Lipičnika. No. Saj ste slišali, koliko imamo projektov na Državni tehnični pisarni, tam v recenziji, vse te, če lahko nam karkoli preskočite na pomočno, glede na to, da ste podaljšana roka oblasti v državi, no pa jaz mislim ne zato, da bi karkoli zajebal, pa karkoli, ampak jaz mislim, da za vse občane bo bolj, da jim vsaj, ker zdaj smo res nemočni, ne? Mi zdaj ogromno smo že občinskega denarja tudi založili za te projekte, ne? Da se sploh to spalali in dejansko pa ne moramo iti v financiranje. Saj sami veste, vsi, če naročiš enkrat oziroma če enkrat speleš postopek, da naročiš izvajalca, ga je treba prej, ki je končan v 30 dneh, a pa 60, a pa 120 dneh plačati in denarja pa pač toliko ne moramo imeti. Ne? Tako da, hvala lepa, Aleš. Ja, Kristina, dej še besedo. Hvala. Glejte, vi ste prvi, kaj karkoli v zvezi s tem, da kdorkoli kakršnokoli pomoč ali karkoli potrebuje. Tako da, jaz mislim, da pri vseh tistih stvareh
ki same po sebi niso sporne, ne predstavljajo težave, tam tudi jaz ne predstavljam težave, ste lahko 100%. Nasprotno, sem zelo potrudil, da pomagam, če le lahko. Mislim, da pri kakšnih stvareh lahko. Sicer je malo pozen, ampak kakorkoli že. Medtem, ko pri tistih stvareh, bi rekel, ko gredo pa hudo narobe, tam pa ne bi hotel imeti prstov zraven. Tam pa mislim, da vsi tisti, ki zadosti modro ravnajo, se jo hoteli umakniti od tistih stvari, ki so hudo narobe. Tako da sem pa še enkrat hvala, prvi ste, ki ste se spomnili na to, da lahko pomagam, ker lahko. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem prvo točko, vprašanje in pobude.